Med počitnicami ste verjetno imeli kakšno minuto dlje dostop do telefona in računalnika, zato se mi zdi kar primerno, da danes v oddaji spletkarimo. Sara, živjo. Živjo, Max, živjo počitnikarji. Se kar pozna, da ste več na spletu. Spremljali ste tudi naše objave na družbenih omrežjih. Nad skaterko Pijo ste bili navdušeni na YouTubeu, na Facebooku pa nad mladim pevcem Nacetom. Ja, na TikToku čist hudo pa je veliko ogledov zbral video posnet ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja. Prišel je celo do odraslih. Res je, od tam tudi komentar meseca. Uporabnica Jojica Kalan je zapisala: "Jaz sem imela na faksu sošolca z disleksijo, zelo bister, eni perfoksi pa obup. Fant diplomiral in dela v UKC in obvlada. Punca glavo po konci, you're the best." Mimogrede, si vedela, da smo imeli oktobra mednaroden dan umetne inteligence? Sem spletkarka ali nisem? Uporabljam ChatGPT, a me včasih zmoti njegova komunikacija, saj ne izhaja neposredno iz slovenščine. Res je. Najprej prevede tvoje sporočilo v angleščino, odgovori, nato pa vse prevede nazaj v slovenščino. Ravno zato raziskovalci projekta Povejmo razvijajo slovenski jezikovni model. O tem, zakaj je pomembno, da nastaja oblika umetne inteligence v slovenščini, sem se pogovarjala z učenci osnovne šole Presarje in programerjem Domnom Vrešem. Ali veš, da je slovenščina tako zahtevna, da je še ChatGPT ne obvlada popolnoma? Ja, jaz sem uporabljal ChatGPT. Uporabljal sem ga za nalogo iz angleščine, pa za kemijo, za ime predmetov pa snovi. Sem ga vprašal, da mi napiše obnove ene knjige in mi je dal čisto drugo knjigo. Zabavno uporabiti umetno inteligenco. Ampak moramo biti pozorni, saj se lahko tudi zmoti. Zato si znanstveniki prizadevajo zgraditi slovenski jezikovni model, ki bo bolj natančen. Ja, veliki jezikovni modeli, kot je recimo ChatGPT ali pa zdaj naš slovenski GAMS, so oblika umetne inteligence, ki je v bistvu učena na ogromni količini besedil in pri tem se vse, kar se nauči, je, da razmišlja, kako napovesti naslednjo besedo in postopno generira tekst. Kot da bi te programi prebrali na milijone knjig in se naučili, kako nam odgovarjati. Smo z očetom se z ChatGPT-om igrali, da je pesmice napisal. Niso se lih rimale, ampak so bile pa pesmice. Pa na angleščini sem uporabljal angleški jezik, za kemijo, ki sem rabil, sem uporabljal slovenščino. Ne, jaz uporabljam samo angleščino, ker mi gre in razumem vse, kar mi pove. Zdaj, slovenski model, kot recimo takega GAMS, ki ga razvijamo na projektu Povejmo, je pomemben iz dveh razlogov. Kot prvič, nimamo nekih odprtih jezikovnih modelov, tu noter ne štejem ChatGPT-ja, ki ni povsem zastonj, ki bi znali govoriti slovensko. Kot drugo je pa pomembno, da slovenščino ohranjamo v tem digitalnem okolju, ker ti modeli se bodo razvijali in če bomo na neki točki govorili samo angleško, se bo izgubila slovenska kultura in slovenski jezik. Da bi pa naš model res dobro govoril slovensko, pa si želimo zbrati vsaj 40 milijard besed. Trenutno smo nekje na 10 milijardah, torej nam še kar dosti manjka. In pri tem bomo lahko pomagali vsi. Na spletni strani povejmo.si bomo lahko dali svoje kratke zgodbice, referate ali pa eseje, iz katerih se bo model učil.